Pozdravljeni, sem Maja Stepančič in v 4/4 bom v frekvenci X govorila o oploditvi z biomedicinsko pomočjo. 8 milijonov otrok se je od leta 1978 do danes rodilo o pomoči znanosti, 15 tisoč samo v Sloveniji. Čeprav je na začetku oploditev z biomedicinsko pomočjo zvenela kot nekaj, kar se lahko pojavlja v znanstveno-fantastični literaturi, se je po dolgih letih študij in vztrajnosti izkazala za realno možnost in danes velja za eno ključnih pomoči parom, ki ne morejo zanositi po naravni poti. V seriji bom poskusila z veliko strokovnjaki zaobjeti začetke raziskovanja na tem področju, kdaj se je porodila ideja, kako so potekale študije, kaj se dogaja za zaprtimi vrati ginekologov, kaj za mikroskopom počnejo embriologi in zakaj vprašanje, kdaj bosta pa vidva imela otroka, nikakor ni primerno. Vse skupaj bodo povezovale tudi zgodbe posameznikov, ki so se odločili za postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo. Tako je v prvi epizodi gostja Tjaša Džafič, ki bo z nami delila svojo izkušnjo, še opozorilo, tole, kar sledi, je ena osebna zgodba, ki nikakor ne povzema vsega, kar preživljajo drugi pari. Vsaka pot je edinstvena, drugačna, vredna. X. Dober dan, Tjaša. Najprej hvala, da ste se odzvali povabilu. Ja, hvala za povabilo, pa živijo tudi teb. V studiu ste z mano danes, ker bova spregovorili o eni pomembni temi in sicer o oploditvi z biomedicinsko pomočjo. Da ne začneva klasično kronološko, dajva začeti pri koncu. Vi ste mamica 4-mesečni deklici Mili. Ja, res je. Kako se imate? Neopisno lepo, ko pomisliš tako, če grem, kot si ti rekla, upam, da se lahko tikava. Ok, dajva se tikati. Da bo lažji. Če začneva na začetku, bilo je težko, ampak vsak tak težek začetek ima tok lep konec, da res jaz o vseh neprespanih nočeh, o vseh skrbeh sploh ne razmišljam in samo vsakeč, ko njo vidim, si rečem, pač to je to. Preden greva skozi celotno tvojo zgodbo, zakaj si se odločila o tem govoriti? V bistvu zato, ker se mi to zdi na nek način prav, glede na število parov, ki se v tem trenutku ali pa ki so se kdarkoli srečevali s tem. Ti vedno nekako na koncu vidiš samo končni cilj, ko ti nekdo pove, wow, noseča sem, dojenčka bomo imeli. In vsakič je mene nekako v srcu stisnil, joj, zakaj pa meni to ne rata, zakaj pa nama to ne rata. Po drugi strani pa vprašanje v glavi, ampak se jaz ne vem, koliko časa je pa se ta par trudil, da je tudi prišel do tega končnega cilja. In se mi je nekako zdel, da ko bom pa jaz enkrat tam, ko bom pa midva enkrat tam, bom pa pač na glas pregovorila o tem, da ni vse samo tist, končni cilj je tukaj, noseča sem, včasih do tega cilja prideš po 1 mesecu, včasih po 3 mesecih, včasih pa po 3 letih, včasih pa po 10, včasih pa pač vemo, da tudi mogoče ne. Zato je pač vedno bila moja neka taka želja o tem spregovoriti na glas in vsem povedati, da ja, danes, v teh časih, na mojo srečo, je meni to uspela, ampak seveda s pomočjo pač strokovnjakov. Znanosti in medicine. Tako. Pojavljaš se z imenom in priimkom? Ja, nikoli se mi ni zdelo, zakaj bi se mogla pač skrivati z imenom in s priimkom, saj to sem pač jaz, to sem jaz ta oseba, ta Tjaša in zdaj pač ta mama, ki je skozi to šla. Zato se mi res zdi prav, da o tem govorimo, ker to ni nič tazga. Ti nisi slabša mama, ti nisi slabši oče, ti nisi slabša ženska, slabši moški, ti si samo pač oseba, ki žal zaradi pač nekega znanega ali pa neznanega razloga nisi mogla priti do te zanositve pač po naravni poti. Si tudi na družabnih omrežjih, tako da če te kdo želi poiskati na Instagramu, na Twitterju, povsod tudi pišeš o svoji izkušnji. Midve bova pa pač zdajle nekako zaokrožili tole zgodbo, zaradi česar sva se tudi dobili. Kako je bilo na začetku? Kdaj sta vidva z možem Dinom začela razmišljati o družini? V bistvu, midva z možem sva se leta 2014 preselila v Dubaj, takrat sva se tudi poročila. In ko so bila pač že par let v Dubaju, smo si rekla, evo, zdaj pa to pač, verjetno kot vsak par,
ki si pač želi otroke, sva tudi midva rekla, mogoče pa pač probava, ne. In potem, ko so menili meseci, ko so menila leta, ko pač je to v najinih glavah mogoče postalo malo večje vprašanje, kako pa to, da zdaj ni, kako pa to, da se nič ne dogaja, ne. Ja, sem se jaz pač kar začela s tem mogoče nekako v svoji glavi več ukvarjati, kot bi si želela, več o tem razmišljati, kot bi si želela, ne, in več to, najbolj, da si samo sproščena, pa da greš malo na dopust, pa da malo pozabiš na to, a ne, več nekako ni pomagala, ne. In ko sem se zavedala, da me, če to na glas povem, mogoče je bilo na začetku sram priznati, ko so me v bistvu potrle te novice o nosečnosti prijateljic pa bližnjih sorodnic, ne, takrat sem se zavedla, nekaj pač ni okej, če mene neka vesela novica na nek način prizadane, ne. In takrat sem si tudi rekla, čas je, da pač poiščem pomoč, ne, čas je, da pač poiščeva pomoč. Koliko si bila stara, ko sta začela poskušati in potem, ko sta se vrnila? To je zdaj že matematika. Leta 2015 sem bila stara 30 let, potem pa pač malo kasneje, potem se pravi tako okrog 2017, ja. Sprot pri 32 letih sta začela poskušati, ja, potem ste se pa leta 2019 vrnila v Slovenijo. Ja. Takrat ste se obrnili na svojo ginekologinjo. Tako. Jaz sem v bistvu pač svoji zdravnici povedala, ne, da sva že poskušala, da se pač samo od sebe, če temu rečemo, pač nič ni zgodila, ne. In glede na to, da sem jaz drugač pač zdrava, da je moj mož zdrav, da sva še mlada, ne, temu bi jaz tako rekla, in ker pač ne gre, ne, bi pač želela neko napotitev naprej oziroma pač neko dodatno preiskavo, ki bi mi dala odgovor, zakaj se pač nič ne zgodi, ne. Tako da ja, zdravnica mi je pač takoj predlagala, da še kakšne pol leta počakava, glede na to, da sva se vrnila in so neke take selitve, stres in naj bi se telo mogoče samo od sebe umiril. Pa sem si jaz res mislila, sej mogoče pa res, ne, sej podzavestno pa res mogoče sem doživela nek velik stres med to selitvijo, ki se ga niti ne zavedam, pa bom še pol leta počakala, ne, pa te pol leta se mi je res del, zdaj pa to, ne. Potem sem jaz v te pol leta, ko sva nazaj prišla, pač tukaj službo dobila, ne, pa spet recimo, da rečeš, štartaš novo službo, preselil si se spet neka vrsta stresa, kljub temu, da se jaz nikoli nisem počutila pod ne vem kakšnim stresom, vedno se mi je zdela zdrava sem, službo imam, vesela sem, poročena sem, super se imam, ker se teh pol leta pač res ni nič zgodila, ne, sem šla spet k njej, spet še na en pregled, kjer sem pa takoj dobila napotnico za ginekološko kliniko in na ginekološki kliniki dodeljenega zdravnika, ki je pač v bistvu takoj začel pač z vodenjem tega najinega postopka. In potem, ko se je začel ta postopek, sta šla vidva verjetno vsak na svoj pregled. Tako, ja, na začetku v bistvu vedno pregledajo ženski prvo hormone, a ne celotna hormonska krvna slika, da lahko izločijo kakršnekoli neravnovesje v ženskem telesu in pa moški partner kakorkoli opravi spermiogram. Ampak izvidi so bili super, ne? Izvidi so bili super, vse normalno. Do tega, ko me je v bistvu ta moj ginekolog, dr. Drobnič, če ga lahko omenam, na ginekološki kliniki, kar postavil pred dejstvo, da tudi po ultrazvoku ne vidi nobenih sprememb, moja maternica je super lepa, ni bilo nobenih vidnih izrastkov, polipov, tumorjev, česarkoli, a ne. Takoj naslednji korak, laparoskopska operacija, kjer bodo lahko pač z odprtjem dobesedno mojega telesa, a ne, lahko preverili nadaljno pač stanje in na podlagi tega se pač odločili za pač postopek zdravljenja. Ampak to se je vse dogajalo leta 2020, ne? Postopki so se zaradi covida potem zamaknili. Zdaj sva rekli, da ste prišli na pregled, da ste dobili zdravnika, da je predlagal laparoskopijo. Ja, glede na vse ostale pač izvide, ki so bili okej, a ne, in glede na tudi malo najina leta, a ne, doktor več ni želel čakati in delati še mesece in mesece, kar se zna dogajati pri parih, mogoče mlajših, ki jim dajejo mogoče neko daljše časovno obdobje, kar razumem, da je mogoče še neka večja frustracija,
če na koncu ni tistega, kar si najbolj želimo. Kako pa je s papirologijo? Predstavljam si, da je tega veliko. Šele po tej laparoskopski operaciji ali pa recimo histeroskopski operaciji obstajata dve različni, ki se lahko delata obe, ena. Jaz sem po svoji laparoskopski operaciji, ko sem dobila svoj izvid, svoje rezultate. Kakšni so bili rezultati? V bistvu kar malo šokantni zame, za zdravo žensko, za mene v moji glavi še vedno mlado, staro 35 let takrat, v bistvu neprehodni jajcevodi, zlepljeni jajčniki in huda endometrioza na obeh jajčnikih, Tako da to so mi v bistvu odstranili, jajcevodov se pa žal ni dal prečistiti, žal po mojih rezultatih in tudi po jasnih besedah zdravnika, ki mi ni dajal nekega lažnega upanja, mi je povedal realnost situacije, 3 mesece bova počakala, tvoje telo se zaceli, čez poletje se spočiješ, v jeseni te vaju napotim na umetno oploditev in od takrat naprej v bistvu so se začeli pa papirji. Ampak to, da so jajcevodi neprehodni, to je potem 100% neplodnost? Ja, pri meni pod mojo diagnozo je bila to 100% neplodnost. In zato tudi takojšnja napotitev naprej v postopek. Koliko časa preteče potem od tega, da dobite diagnozo, se pravi neprehodni jajcevodi, potem vložite papirje in potem datum, da pridete na postopek? V bistvu moram jaz reči, da se je to pri nama zgodilo vse kar zelo hiter. Jaz sem imela operacijo junija 2020, 3 mesece kasneje po poletju, se pravi septembra, sem imela posvet še enkrat pri zdravniku, kjer je izpolnil vse te papirje oziroma vložil ta zahtevek. Jaz sem oktobra imela po pošti že vse te papirje doma, da je pač najin postopek odobren, se pravi od tistega časa zelo hiter, en mesec pa še malo verjetno. In jaz sem v bistvu potem novembra 2020 že začela ta postopek. Ti pa v postopek vstopaš glede na pač ženski cikl, na tvoj menstrualni cikl. Tako da jaz sem tudi lani, ko se je to dogajalo, seveda spet v jesenskem, zimskem času, še en hud, 2., 3., ne vem več kater val epidemije, ampak stvari so delovale zelo hitro, zelo normalno, bi rekla, za tisti čas. Kako sta ves ta proces sprejemala s partnerjem Dinom? Pozitivno bi jaz rekla, kljub vsemu strahu, kljub mojemu ogromnemu strahu pred operacijami, bolnicami, iglami, krvjo, jaz v življenju do tega trenutka nisem, 5krat dala kri, verjetno, ker mi je bilo tako grozno dati kri in tako grozno mi je bilo sploh videti žile in igle in tako. Ampak na drugi strani imam jaz res najbolj krasnega moža, najboljšega prijatelja na svetu ob sebi, ki mi je res skozi govoril, glej, pač tukaj sva, me je v glavi, kot da je to vsak trenutek, ko daš čez kot en meč tenisa, ob vseh iglah, ki mi jih je on dajal v trebuh, ker sama tega pač verjetno ne bi zmogla. Vem, da so tukaj punce in ženske, ki vse to delajo same in jim samo lahko rečem, wow, bravo, medtem ko sem jaz imela tukaj njega, da mi je to pomagal. In jaz mislim, da neke take stvari ali te res zelo povežejo, lahko te pa tudi res zelo oddalijo eno od drugega, ker niso lahke stvari, ne za žensko, mogoče niti ne za moškega, ki pa v tem verjetno še manj govorijo, kljub temu, kot sem enkrat odprla debato na Twitterju, čist neumestni komentar zdaj, moški, imajo samo eno nalogo in to je opraviti spermiogram in prinesti na samo oploditev lonček sperme. Ja. Ne tako težke, telesno težke, v primerjavi s tem, čez kaj gre v postopku žensko telo, in ženska nekako glava, psiha mogoče. Tako da midva sva res ostala ful povezana, si res pomagala in mislim, da neka taka stvar, še ena v življenju izkušenj, ki naju je
še bolj zbližala. Rekla si, da si se bala, verjetno se še vedno bojiš, Igor, glede na to, da ti jih je dajal partner Dino, oziroma ne partner, mož Dino. Na Twitterju se mi zdi, da si tudi objavila fotografije trebuha z modricami in priznam, da me je tako kar malce zabolelo v drobovju, ko sem vse to videla. Koliko injekcij je bilo? Videli smo lahko modrice. Je bilo samo to ali so bile tudi bolečine? Pa jaz mislim, da nekih prav bolečin ni. To je v bistvu hormonska terapija za spodbujanje nastanka foliklov, oziroma jajčnih celic. Jaz se spomnim med tem spodbujanjem ščemenje v trebuhu, napihnjenost, kot neka zelo povečana ovulacija. Zdaj nekatere ženske sploh ne vejo, da imajo ovulacije, nekatere imamo tako močne ovulacije, da to itak čutimo. Modrice, zdaj koliko natančno injekcije je bilo, ne vem, se več ne spomnim, niti ne toliko velik, glede na to, da sva midva šla čez kratek cikl, spodbujati začne z injekcijami na drugi dan menstruacije. Hkrati pa med iglami, ko jajčeca zorijo, ultrazvoki. Na ultrazvokih spremljajo, kako velika so jajčeca, kako veliko se jih je naredil. In na podlagi tega se stvar še podaljša ali pa se ustavi, stop injekcijo in potem punkcija. Stop injekcija je to, kar zaustavi celoten proces. Tako. Potem pa po stop injekciji punkcija. Tjaša Džafić, tukaj si, da poveš svojo zgodbo, kako sta šla z možem Dinom skozi postopek umetne oploditve. Zdajle sva pri punkciji. Kako je bilo pa potem? Ti si odšla domov in potem čez nekaj dni so te najverjetneje poklicali. V bistvu na dan, ko imaš punkcijo, združijo s partnerjevo spermo, ki jo partner prinese v najinem primeru takrat na dan tudi v bolnico v bistvu, in potem te embriji zorijo 5 dni, ti že dobiš datum ob punkciji za transfer, prenos, tako, in na dan tega prenosa prideš na posvet z zdravnikom, ki je tisti dan v bistvu dežuren, se temu reče, in kjer ti povejo iz tvojih jajčnih celic, koliko embrijev so pridobili, koliko embrijev bojo tisti dan ustavljali, če bodo ustavljeni, če bo to svež ustavljen embrijo, koliko embrijev gre na zmrzovanje, v primeru, če ne ustavljajo svežega embrija, kdaj boš morda imel ustavljen zmrznjen embrijo. Neka zadnja oziroma predzadnja stopnička je v bistvu prenos embrija. In potem 14 dni čakaš. Tako, in potem 14 dni čakaš in na 15. dan po prenosu prideš na v bistvu krvni test nosečnosti. In to je bilo, pa že po prvem postopku se vama je zgodilo. Postopku, tako. To sta imela tudi srečo, res, da se je zgodilo že tako. Mene je v bistvu to, da mi je nekdo rekel, da je to sreča, in pri moji ginekologini in potem v porodnišnici, na vseh različnih pregledih, v materinski knjižici piše, da si ti zanosila v postopku z pomočjo, vsak te vpraša, a je to v prvo, kako je šlo, in ti poveš v prvo, in vsi so začudeni, da dobiš res potem občutek, a to ne obstaja, a sva midva res srečneža. Kaj je k temu doprineslo, a je to res neka ta sproščenost, spodbuda mojega moža, družine, prijateljev, ali je to, da sem se jaz vedno počutila, da sem ekstra zdrava, ali je to samo skupek zmagovalnega embrija, res dobrega medicinskega osebja, ki ti na vsakem koraku po najboljši moči pomaga, razlaga, svetuje, stoji ob strani. In potem avgusta je prišla Mila. Tjaša Džafić, zanima me, sta se z Dinom kdaj soočila tudi s temi, vem, da se dostkrat pojavljajo vprašanja, ko si
veliko časa skupaj, pa še poročen, pa imaš čez 30 let, pa te začne okolica, pa tudi družina spraševati, kdaj boš pa ti imel otroke? A je bilo to kdaj pri vama? V bistvu bom rekla, niti ne. Midva sva imela mogoče neko srečo, da se starši nikoli niso vtikali v najina življenjska vprašanja ali pa življenjske odločitve. Živela sva pa tudi, če temu rečem, 5000 kilometrov stran od svoje družine, a ne, kar daleč stran, in sva res družino videla mogoče enkrat, maksimalno 2krat na leto. Skype, WhatsApp, vsi možni klici so v Dubaju blokirani. Tako da midva sva zelo malo pogovorov imela, nekako svojo družino, in mislim, da nekih priložnosti za taka vprašanja sploh ni bilo, a ne. Ne bom rekla, da ni bilo vprašanj vedno, ko temu rečemo hecane. Ja, sej naslednja sta pa vidva na vrsti, sej, kako ima sta vidva rada otroke, a ne, vedno, ko smo sta doma, ko mi čakata, da vidita vse otroke od vseh prijateljev, da se podružimo, da smo skupaj, zdaj pa pač to navaju, a ne. Se mi zdi mogoče, ker so bila na nek način toliko daleč stran, tega sploh ni bilo, a ne, tega nekega prešarja, če tako temu rečem, teh nekih ful vprašanj, ki verjamem, da mogoče, če bi bila doma, bi jim bila bolj izpostavljena, ker bi imela več stika z ljudmi, s prijatelji, z družino, konkretno domačimi, a ne. Ampak sta spregovorila že takoj ob začetku postopka? Jaz sem svojo mamo nekako o tem zelo odkrito govorila, že ko se je recimo ta zadeva začela že mal vleč, pa nekako ni šlo, po nekem zelo takem odkritem odnosu, ko ga imam z mamo že od nekdaj, a ne, tudi priznala, povedala, da si res želim, pa ne gre, pa da so skrbi. Morda v ženskem primeru nek pogovor z mamo, ki te razume, ki je tvoja mama, sem nekako najlažje mogoče o tem govorila z njo, ne s prijateljicami, ampak od samega začetka z njo. Pa potem, ko sva enkrat začela, če rečemo temu postopek pri moji zdravnici, pa potem operacije, ja, to je vedela pač družina od samega začetka v bistvu vse. Zelo lepo je vse skupaj potekalo, ne? Tudi nosečnost je bila krasna, vse brez težav. Tjaša Džafić, kako bi pa recimo, če nas poslušajo tudi pari, ki se morda sprašujejo, srečujejo tudi s takimi razmišljanji, s takimi težavami, kako bi jih spodbudila? Odprte glave v nek tak postopek. Ni to sramota, ni to nekaj najhujšega, kar se nam lahko zgodi v življenju, kljub temu, da vem, da v trenutku, ko si tam, se ti to zdi, da je to najhujša stvar, ki se ti lahko zgodi. Obstaja pomoč, je na voljo, imamo to srečo, da živimo v državi, ki nam omogoča take postopke, je še vedno pravim in verjamem v to, da pride čas, ko je tisti ta pravi čas za nekoga, in kljub vsemu obstajajo poti, mogoče tudi drugačne, da par pride, če rečem, do tega končnega cilja, do želenega cilja, do te svoje sreče končne v življenju, če si pač to želi, a ne. Tjaša Džafić, ker bova tukaj postavili piko na enemu pogovoru, lahko marsikdo, ki morda ni dobil kakšnega odgovora na svoje vprašanje, seveda se s kakšnim podvprašanjem tudi obrne nate. Absolutno. Hvala lepa za tole. Ja, hvala za povabilo. Tjaša Džafić je bila gostja prve oddaje serije Frekvence X o oploditvi z biomedicinsko pomočjo. Od njene pripovedi bomo drugo epizodo nadaljevali z vprašanjem, kaj je privedlo do vsega tega, kar je danes omogočeno Tjaši in številnim drugim. V prihodnji epizodi bomo torej ugotavljali, kdaj se je porodila zamisel o zunajtelesni oploditvi, koliko časa je preteklo od ideje do uresničitve, kaj ima z vsem tem znanstveno fantastični pisatelj Aldous Huxley, ki je leta 1932
izdal knjigo Krasni novi svet. Na ta in številna druga vprašanja bodo odgovarjali zgodovinarka medicine doktorica Zvonka Zupanič-Slavec, sodelavec pionirja na področju zunajtelesne oploditve in nobelovca Petera Edwardsa Mike McNamee in pionir na področju reproduktivne medicine v Sloveniji, ginekolog dr. Veljko Vlajsavljević. Jaz sem Maja Stepančič, se slišimo spet prihodnji teden.